danes vam za vse, ki hodite, hoja, en nasvet. Sploh za novopečene mamice, ki dosti hodite, ampak ne hodite prav. To ful ne maram uporabljati, ker pol se mi zdi, da je že preveč vsega, kar bi mogli delati prav. Ampak vseeno mislim, da lahko vam naredi klik in je samo ena majhna sprememba tisto, kar vam bo pomagalo, ne vem, pri bolečinah ali pa pri togosti, pri zakrčenosti in take stvari. Mamice se znala narediti do 10.000 korakov na dan, 20.000 korakov, ampak je to zelo dolgo vse skupaj. Se pravi, zaradi tega, ker porivamo voziček in ni te rotacije v hrbtenici. Hrbtenica se mora rotirati, zato da prenaša te sile, ki nastanejo, in pri večini ljudi hoja izgleda nekako tako, ali pa pač z rokami na vozičku. Ni tega, ni rotacije, in to pol prinese zelo zakrčeno hrbtenico, togo telo, lahko pride v bolečine v križu, v hrbtenici. Skratka, opazila sem, da ko stranke naučim hoditi, oziroma ko jih opozorim na to, da mi rečejo, da so začele lažje dihati ali pa celo, da jih je nehal boleti križ ali pa zgornji del hrbta. Pač ni nujno, seveda, ampak dostikrat se pa to zgodi, tako da mogoče imejte malo v mislih, kako hodite. Dosti dajemo tudi poudarek na to rotacijo prsnega dela, ampak pomislite, če greste 5.000 korakov in imate rotacijo v tem času, koliko večji vpliv bo imela, kot pa če sam naredite neki vaj za rotacijo prsnega dela. Ja, itak, vaj je nujno, ampak pravilna hoja oziroma hoja z rotacijo bo imela ful večji vpliv. Torej, kaj jaz predlagam novopečenim mamicam? Da kljub temu, da naredite na 1000 korakov na dan z vozičkom, da vseeno, ker recimo pride partner domov, greste vsaj za 10 minut hoditi brez vozička in ste pozorni na to rotacijo. Lahko, da boste dobile ful več kisika v telo, zato se bo tudi počutje spremenilo in pa mogoče zgine kakšna težava. Tako da je za probati, se mi zdi.